Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 2. december 2025, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Ob pomanjkanju parkirišč v središču mesta smo preverili, kakšni so načrti in kje lahko parkirate že danes in po kakšnih cenah. Kakšen je domet desnega trojčka? Matjaž Kek po 7 letih ni več selektor slovenske nogometne reprezentance. Kdo ga bo nasledil? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Ob številnih Mariborčanih, ki delajo v središču mesta, se v štajersko prestolnico dnevno pripelje še skoraj 40.000 vozil, katerih velik del se prav tako redno usmerja proti poslovnim, upravnim in kulturnim objektom v centru, kar ustvarja precejšen pritisk na omejeno število parkirnih mest. Pri tem se je število teh zmanjšalo že z nedavno prenovo Lenta, še bolj pa se bo zmanjšalo z načrtovanimi prenovami Trga generala Maistra in Gregorčičeve ulice, kasneje pa tudi Slomškovega trga. Občina sicer v kratkem načrtuje vzpostavitev novega parkirišča v Mlinski ulici čez cesto od glavne avtobusne postaje, a je omenjena lokacija vendarle nekoliko bolj oddaljena od mestnega središča. Ob tem je v planu tudi gradnja kar 3 garažnih hiš in nekaj več kot 1000 novih parkirnih mest v železniškem trikotniku. Občina je ravno v zaključni fazi pridobitve zemljišča od Slovenskih železnic, a vsi načrti bodo uresničeni postopoma. Preverili smo, kje vse je danes mogoče parkirati v širšem središču mesta, vključno z območjem na desnem bregu Drave med Europarkom in UKC Maribor in za koliko. Na vcer.com in v Večeru najdete interaktivno infografiko, ki vam bo v pomoč pri iskanju rešitev glede parkiranja v Mariboru. Pišemo, kakšne so cene parkiranja, koliko parkirnih mest imajo posamezne parkirne hiše in parkirišča ter koliko stane mesečni najem. Sodelovanje manjših strank na desnici pred državnozborskimi volitvami prihodnje leto dobiva konkretnejše obrise. Nova Slovenija je tako Slovensko ljudsko stranko in stranko Fokus Marka Lotriča podpisala izjavo o skupni volji za začetek pogovorov o skupnem nastopu na volitvah prihodnje leto. Predsednik NSI Jernej Vrtovec ocenjuje, da volivci želijo povezano desno sredino in razvojno koalicijo. Citiram, to je odgovor na želje ljudi in zaradi tega lahko pričakujemo večji odstotek glasov namenjenih strankam desnosredinske vlade. Vrtovec je sicer prepričan, da bi se stranka tudi sama brez težav prebila v državni zbor, povezuje pa se z namenom, da bo skupni rezultat še boljši, pravi. Brez tega povezovanja bi po njegovi oceni desnica težko dobila dovolj glasov za sestavo vlade, pri tem ne želi napovedovati, kakšen doseg ima lahko desni trojček na volitvah. Sem pa vesel rezultatov javnomnenjskih anket, ki kažejo, da je NSI v vzponu, je dejal. A najprej se bo treba dogovoriti o oblikovanju skupne liste kandidatov. Strankam desnega trojčka je za dosego dogovora na družbenem omrežju X čestital tudi vodja največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, ki bi lahko tudi z njihovo pomočjo, če bi zmagal na volitvah, še četrtič sestavil vlado. Podrobnosti pa v analizi Timoteja Milanova. Matjaž Kek je zgodovina, Mariborčan in Nogometna zveza Slovenije se nista dogovorila za podaljšanje pogodbe. Zdaj je vprašanje, kako naprej. Kdo bo naslednik 64-letnega Mariborčana, ki je na slovenski klopi preživel največ časa? Ne sicer po mandatih, s 3 ga prekaša Bojan Prašnikar, a dobrih 11 let v 2 obdobjih, od 2007 do 2011 in od 2018 do 2025, je 3 leta več od drugovrščenega Srečka Katanca, s katerim deli največja uspeha, uvrstitev na evropsko in svetovno prvenstvo. Kdo so torej kandidati? Če bi kdo lahko kakovostno pomladil člansko moštvo, je to Milenko Ačimović, ki je uspešno vodil reprezentanco do 21 let v kvalifikacijah za Euro, a se je še pred njim presedel na direktorski stolček NZS in opravlja delo, za katero ni, je v intervjuju za Večer že povedal selektor izpred 3 desetletij Zdenko Verdenik. Za zdajšnjega predsednika strokovnega sveta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je legitimen kandidat Darko Milanič. Bil je vrhunski trener in nogometaš. Primorec se je, v navezi z Zlatkom Zahovićem kot športnim direktorjem, proslavil v Mariboru, v zadnjih letih pa odigral več epizodnih vlog na Cipru in v Združenih arabskih emiratih, ter je trenutno prost. Drugi kandidat doktorja nogometa je Luka Elsner, ki pa ni prost. S Krajovo želi do naslova v poljski ligi, ima pa reference. Le Havre je popeljal iz 2. francoske lige v 1.
Mladi strokovnjak gre po pravi poti, je pa vprašanje, ali je zanj že napočil pravi trenutek. Ima sodoben pogled na nogomet in pravi pristop, je Verdenik dejal v Elznerju. Na Poljskem je tudi Ante Šimundža, ki je bil z vijoličastimi v elitnem evropskem klubskem tekmovanju kot igralec in trener. Izkazal se je z Ludogorcem v Bolgariji, po razhodu s turškimi lastniki pod Kalvarijo pa s padlim velikanom Slaskom Vroclav išče vrnitev na pota stare slave. Milaniča je kot Kekovega naslednika navedel tudi Rok Kronaveter. Od vseh, ki se omenjajo, bi bil mogoče najbolj primeren, je za Večerovo sobotno prilogo in za Večerov podcast Večer za vikend dejal 38-letni Mariborčan. Naklonjen je tudi Boštjanu Cesarju, ki pa bi morda bil še bližje vročemu stolčku, če mesta ob Keku ne bi zapustil, ko so ga iz Maribora poklicali Turki. Kaj pa Albert Riera? Albert Riera je fenomenalen trener, ampak njegov značaj in dejstvo, da nima dlake na jeziku, bi lahko bila problem, je nekdanji reprezentant povedal o Špancu, v katerem pa malce dvomi. Z njim bi Slovenija prvič v zgodovini dobila napadalno usmerjenega selektorja, je prepričan Verdenik, hkrati bi postal prvi tujec na slovenski klopi. Za tujce v preteklosti ni bilo dovolj denarja, bi pa bil svetovni fenomen, če bi obdržal tudi službo pri Celju, kar si menda prav tako želim. Več o Kekovem slovesu pa na športnih straneh Večera. To je bil Večer zjutraj, 2. decembra 2025, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsvetiti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.